Sem Pia Golob in moj svet po izgubi sestre je drugačen. Svoje sestre se spominjam kot nasmejane, preproste, polne življenja. Na isti gimnaziji sva bili, na isti fakulteti, tako da sva bili pravzaprav najboljši prijateljci in sva vse počeli skupaj. Skupaj sva potovali, se družili veliko, imeli skupne prijatelje. Silovit trg z visoko hitrostjo, veliko nad omejitvijo in potem je sestro odnesel 60 metrov naprej, kjer je obležala na tleh in bila v bistvu trenutku mrtva, ni bilo pomoči sploh. Meni je bilo grozno. Prvi je bil oči, ki je to izvedel, ker je šel on vrata odpreti. Mislili smo vsi, da je ona, da je pač ključe pozabila. In prvi odziv je bil samo šok in jok in kričanje. Telo se odzove, pravzaprav niti ne dojameš, kaj se je zgodilo, ampak telo pa ve. Je bilo en teden iz moje strani samo kričanja in sploh ne moreš, ne gre ti iz glave, ne pozabiš, si probaš to dopovedati, da je bil hiter konc in da pravzaprav hudo je pol nam, ko smo ostali, oseba pa ni niti vedela. Se mi zdi, da res v tem primeru je bila toliko silovita nesreča in trg, da ni bilo res v trenutku vsega konec in je to na nek način lažje. Od začetka smo se zelo veliko pogovarjali o tem, tudi s prijatelji, širšo družino. Zdaj pa se prebijamo vsak čez svoje dneve, ampak vidiš, kdaj je osebi težko, pride predvsem obdobja rojstnih dni, praznikov. Takrat je težje, ampak se poskušamo, se malo pogovorimo, malo se razjokamo, pa je lažje. Nek stalen strah, v katerem živim, da bi se še nekomu nekaj zgodilo. Enkrat greš čez to, večkrat je pa že vprašanje, če zmoreš. Krivda je bila dokazana obojestranska. Pravzaprav je čisto vse, kdo je bil kriv, kdo ni bil kriv. Zgodilo se je, kar se je. Spremeniti se tega ne da več. Tako da jaz se s tem probam čim manj obremenjevati. Ne čutim nobene jeze, nobenega, ne želim mu nič narediti, kar marsikdo bi rekel, joj, pa bi ga. Meni to ne bo spremenilo življenja. Je pa ostala ena velika praznina, ki je nič ne more zapolniti. Ja, moja bolečina je huda, ampak jaz vem, da s staršem je pa še toliko težje. In se mi zdi zdaj najbolj pomembno, da skupaj držimo. Takrat rabiš predvsem veliko ene ljubezni, se mi zdi, ker zgubiš, v tebi nastane neka luknja in to je treba nekako zapolniti nazaj. Saj nikoli ne bo enako, nikoli, nihče ne more tega nadomestiti iste osebe, ampak pomembno je to, da imaš, meni je bilo to zelo pomembno, da imam ljudi okrog sebe, ki se lahko na njih zanesem, ki imajo radi in čim več ljubezni in podpore. Od začetka prvi šok je bil, predvsem to, nisem mogla biti sama. Samota mi je bila grozna, zato ker se prepustiš svojim mislim in potem samo potem lahko tavaš in se smiliš sam sebi in ti je težko, zato je od začetka predvsem samo družba. Treba je poiskati nekoga, ki se mu lahko zaupaš, ki ti bo stal ob strani. Ni nujno, da je to oseba z isto izkušnjo, važno je, da te nekdo posluša in te proba razumeti in ti da čustveno podporo. Pozabiš ne nikoli, ampak se pa lažje spoprijemaš. Dlje časa kot mine, lažje je. Zdaj, ker je to zraven doma, smo se navadili. Praktično vsak dan se peljem mimo, grem peš mimo. Tako da niti več ne opazim mesta, je treba prav zavestno se spomniti, kaj je res bilo, pa vidiš vsak dan sveče, vidim cvetje, ampak ni, navadiš se. Se mi zdi, da po tolikem času pač tista bolečina težka mine in se enostavno naučiš živeti s tem in se navadiš. Ona bi definitivno želela, da živimo tako, kot smo že prej. Jaz želim, da ljudje malo bolj premislijo, ko grejo recimo na cesto. Se to lahko zgodi vsakmu, ampak to ni cilj.
tega, kar jaz počnem. Želim samo, da res mladi malo bolj ozavestijo, kaj se dogaja in da bi se mogoče skupaj potrudili s kakšnim ukrepom preprečiti kakšno tako stvar. Manj takih, ker se nam je to zgodilo boljše.